Festival Lent je pred vrati. Na večeru ga kot vsa leta do sedaj spremljamo zelo podrobno. Sprehodili smo se po nekaterih prizoriščih in se s producenti odrov pogovarjali o programu, izvajalcih, vsebini in pa vseh zanimivostih, ki vas čakajo na festivalu. Ana Desetnica je letos spet malo eksperimentira, poskuša nove stvari. Z Plesnim teatrom Ljubljana smo se povezali in gostimo tudi en del njihovega festivala Ukrep, torej začenjamo v nedeljo z nekaj plesnimi predstavami, tudi intervencijami po nenapovedanih lokacijah, po ulicah Maribora. Pravi ulični program pa potem sledi ponedeljek, torek, sreda, ko bo tukaj na Trgu Svobode po dve predstave, ena ob 8, ena ob 10. Moram reči, da kljub okoliščinam nismo mogli zrasti do ene velike, ogromne zračne predstave, kot je bila sprva napovedana. Imamo en dober, fin izbor in domačih in tujih, od ognjenih do akrobatskih. Posebej se veselimo tege francoske lutkarske predstave Kon, ki bo prišla kot nek zaključek, krona celega programa. Imamo pa tudi domače ustvarjalce, ki se predstavljajo recimo za predstavo, ki se odvija brez besed, z larvalnimi maskami, ki bodo verjetno oživili tudi trg generala Maistra. Tako da vsem mislim, da smo naredili en zelo dober presek in mednarodne in domače produkcije v okvirih, ki so pač takšne, kot so. Letos je sicer, imela sem še nabor drugih skupin, praktično iz 5 kontinentov, ampak ne vem, po tej koroni so se pogoji za pridobivanje vizumov še poostrili in recimo Kitajci in Indonezijci so prejeli vize šele predvčerajšnjim, tako da smo do zadnjega. Zimbabve še zdaj čakajo praktično na vize, tako da res zapleta se, razpleta se. V glavnem nabor skupin je, od daleč in od blizu pridejo skupine iz Bolgarije, Češke, Indonezije, Kitajske, Srbije, Zimbabveja in Burundija. To so burundijski bobnari, ki so res zelo atraktivni. 35. Folkart, je ena obletnica, vendar sem prepričana, da je Folkart na nek način vsako leto praznik zase, kajti na domače dvorišče dobesedno dobimo svetovno, nesnovno, kulturno dediščino. Na glavnem odru je prvi in zadnji dan. V sredo in četrtek pa so folkloristi, seveda bi opozorila na veliko povorko v torek pred otvoritvijo, ki se prične ob 20. uri na glavnem trgu do glavnega odra. Moram reči, da je to posebna paša za oči. Folkloristi zelo radi sodelujejo na takšnih povorkah, ker so sproščeni, veseli in res je kaj za videti. Že 16. po vrsti Art Camp. Spet je skoraj 1000 različnih dogodkov, ustvarjalnic, predstavitev organizacij, sodeluje več kot 100 organizacij, preko 350 sodelujočih mentorjev, ki bo skrbelo za radovednost mladih. Je družinski del seveda festivala Lent Art Camp. Zdaj letos imamo res urejeno promenado, tako da upamo, da bo vse tudi iz tega estetskega vidika še lepše. Se pa razprostira tu po tej polovici parka okoli promenade in imamo vse možne, od športa do etnologije, do stare obrti, do naravoslovja, ekologije. Seveda kot vsako leto je tudi oder, seveda na koncu promenade, na katerem tudi najdemo en kup zelo zanimivih stvari. Smo predvsem kulturno-izobraževalno naravnani, tako da v bistvu je ogromno šolskih produkcij, koncertov od konzervatorija do plesnih šol, do različnih glasbenih šol, predstavljajo svoje mlade talente. Poleg tega so pa tudi še zanimivi kakšni koncerti, boste sigurno, vas bo kateri zanimal, da malo preletimo od Sokjeva bobnarska šola, potem konzervatorij, kot smo že rekli. Imamo tudi Žigane Nixon, Perfusion, pa glasbeni Cunjami, ki z Ekologi brez meja delamo, je tudi ekološko zelo narejen. Potem Maribum Afriki, kot vsako leto, pa Big Bandi, pa marsikaj zanimivega bo na odru potekalo. Hkrati pa, tako pravimo, več kot 1000 različnih ustvarjalnih in takšnih dogodkov za mlade in mlade po srcu.
Zdaj, Jazzland se že vrsto let pravzaprav trudi biti ne samo jazzovski oder, ampak predvsem oder, ki prinaša mednarodno renomirane glasbenike, aktualne glasbenike ali velike osebnosti in praviloma presekamo žanrske meje. Smo daleč od tega, da bi bili samo jazzovski festival in mislim, da je letos to še posebej res. Že začeli ga bomo z verjetno enim večjim zvezdnikom, bobnarjem Manu Kačejem. Gre seveda za enega ključnih bobnarjev v pop-rock sceni od začetka 90-ih, ga lahko najdete na vseh albumih Stinga, Petra Gabriela, da ne naštevam desetine in desetine ostalih glasbenikov, pri katerih je gostoval. Za njim nastopi, lahko rečem, legendarna zasedba in legendarna glasba. Če bi šlo za reggae, bi govorili o Bobu Marleyju. V Maribor prihaja Seun Kuti, sin legendarnega Fele Kutija, začetnika glasbe imenovane Afrobeat, torej glasbe, ki je praktično spremenila podobo afriškega kontinenta. Ne samo z lastno zasedbo, ampak celo z originalnimi člani zasedbe, s katero je igral njegov oče. Skratka, to bo en afriški žur, ki se ga je zelo, zelo težko predstavljati, brez da bi ga doživeli. Potem prihaja k nam Fred Wesley, pravijo mu najbolj funky pozornist vseh časov, z dobrim razlogom. Začel je že v 60-ih kot aranžer nedavno preminule Tine Turner in Ika Turnerja. Potem je vodil Count Basie orkestra, bil je aranžer in pisec veliko hitov pri James Brownu in aranžer celotne zasedbe in že vrsto let nastopa zasedbo The New JBs. Program bomo pa sklenili z afriško pevko, ki nadomešča koncert odpovedanega Delvona Lamarja. K nam prihaja Dobet Njaure, ena ključnih pevk afriškega kontinenta tega časa, lahko rečem, prejemnica nagrade Grammy za najboljšo urbano alternativno glasbo, nagrajenka festivala WOMAD za najboljši nastop in boljšega zaključka si jaz skoraj da ne bi mogel želeti. Izpostavil bi tisto, kar ne poznate, na tisto se nekako najbolj splača priti, drugače je pa program sestavljen tako nekaj vsem poznanega, nekaj malo manj poznanega, nekaj malo etno, malo roka, nekaj starih prcev noter, tako da prvi dan smo kar močni, Davor in Bogovič pa Kung Fu, to pomeni terminsko, pač ni šlo drugače skozi, drugače pa vsekakor Bakalina, Čedahuči, Metropolis priporočam, en dokaj ne znam met, ampak ga tak žgeja, da je groza, Lirkin zadnji dan, težko bi koga izločil, ker so vsi tu nekje, vsak po svoje, izredno dobri. Kar se tiče publike, zagotovo to dobra lokacija, ampak vsekakor tista nostalgija k Dravi, upam, da se bo povrnila naslednje leta.